predvsem nas je začudilo dejstvo, da po eni strani minister Lukšič kaže prijazen obraz in sklicuje posvete na temo prihodnega šolstva v Sloveniji, na katerega vabi vso odprto sceno, ki se želi udeleževati teh posvetov. Ti posveti izgledajo zelo konstruktivni, odprti, tudi sam sem se enega od teh udeležil. Po drugi strani pa po skrajšanem postopku spreminja brez javne razprave, brez sodelovanja s prizadetimi, to je predvsem predstavniki staršev in ustanoviteljic, to je občin, in tudi brez stroke, pa predlaga zakon, ki bo očitno danes sprejet v Državnem zboru, ki dobesedno spreminja finančni institucionalni okvir celotnega področja izobraževanja. Seveda to pomeni, da bo to vplivalo tudi na samo vsebino dela, predvsem na vlogo staršev in, kot sem rekel, občin ustanoviteljic, predvsem na področju osnovnega šolstva, ki je najbolj zajeten del celotnega tega sistema, ki ga zakon obravnava. Vsekakor se kaže, da gre pravzaprav pri tem zakonu za plačevanje predvolilnih obljub, ki jih je gospod takratni kandidat dajal sindikatu, in včasih se sprašujemo, ali ministruje danes gospod Štrukelj ali gospod Lukšič. Nažalost pa te spremembe samo navidezno rešujejo problem zaposlenih v šolstvu, v vzgoji in izobraževanju. V resnici ne rešujejo ključnih problemov, s katerimi se zaposleni srečujejo. To je predvsem gora birokracije, s katero se srečujejo, zmanjševanje vloge učitelja, njegove avtoritete, predvsem pa ne rešujejo problema, da mora danes učitelj opravljati poleg svojega dela še cel kup, poleg birokratskih postopkov, tudi neke vrste akviziterstvo, za cel kup založb, ki mastno služijo na račun staršev. Tu bi predvsem izpostavil delovne zvezke, potem nekatere učbenike, ki ostajajo na pol prazni na koncu šolskega leta in seveda pomenijo izjemno povečevanje stroškov, oziroma izjemno velik strošek za starše. Ta zakon ne rešuje tega v nobenem smislu in zato menimo, da je ta zakon popolnoma nesprejemljiv, sploh pa se ga ne bi smelo sprejemati po takem postopku. Zelo evidentno je, da zmanjšuje vlogo staršev, ukinja pravice svetov staršev, ki so bile že pridobljene, in vrača šolski oziroma izobraževalni sistem v stare čase, ko so bili pravzaprav otroci na nek način last države in njenih političnih potreb. In zato podpiramo civilno iniciativo, ki se je včeraj oglasila s strani staršev, ki nasprotuje spremembam zakona, ker ni bila vključena na noben način v samo razpravo. Ta novela deluje po principu deli in vladaj in poskuša samo utrjevati oblastno vlogo tej vladni koaliciji, vnaša nov konflikt med zaposlene in starše, vnaša nov konflikt med zaposlene in občine, ustanoviteljice, in vnaša konflikt med javno in zasebno šolstvo. Popolnoma pa nepotrebno. V kriznem obdobju, v katerem se nahajamo, ta novela ne prinaša ničesar. Nima niti enega elementa kriznih ukrepov, ki bi bili ta trenutek najbolj nujni. Vemo, da se starši nahajajo pred zelo velikim finančnim bremenom pred začetkom novega šolskega leta in na noben način ne približuje ta novela trenutnega sistema v smeri 57. člena Ustave, ki zagotavlja, da se obvezno šolanje financira iz javnih sredstev. Celo nasprotno, ugotavljamo, da bo ta novela vzela podporo staršem, oziroma zmanjšala podporo staršem, ki se odločijo za vpis otrok v zasebne šole, čeprav vemo, da so to pravzaprav javne šole, saj morajo izvajati javni program, enako kot javne šole, v enaki meri in nikakor ne morajo biti vpisane v razvid, če tega ne izvajajo. Seveda je to po naši oceni absolutno neustaven zakon, najmanj je neustaven in ni v skladu s 57. členom Ustave,
ker krši pravico, ki je po ustavi dana. Hkrati pa menimo, da krši tudi nekatere druge člene ustave, ker postavlja državljane v neenakopraven položaj. Zato menimo, da seveda bo zakon doživel ustavno presojo, še prej pa bomo pozvali in tudi poskušali in tudi pričakujemo, da bo državni svet na ta zakon dal veto. Tako kot je dal veto na sedanjo verzijo zakona, oziroma nekoliko spremenjeno verzijo zakona, ki je poskušala uskladiti ustavno neenakopravnost, ki je tudi v tem zakonu, v trenutno veljavnem zakonu urejena. Ampak ta novela jo še poslabšuje situacijo. Trenutno imamo namreč situacijo, ki jo bo ta zakon uveljavil, oziroma ta novela, da bodo starši oziroma otroci različnih skupin v tej državi v izjemno različnem položaju. Starši oziroma otroci romskih in otrok manjšin imajo priznano 115% financiranje obveznih programov s strani države. Otroci staršev, bom rekel, avtohtonih Slovencev, ki bodo vpisali otroke v zasebne šole, oziroma ki imajo vpisane otroke v zasebne šole, bodo imeli podporo države 30% nižjo. Jasno, da tu gre za popolnoma nesprejemljiv koncept odnosa vodstva države do lastnih državljanov, avtohtonih državljanov, bi izpostavil, po drugi strani pa seveda za popolnoma neustaven princip. Zato pričakujemo od ustavnega sodišča, ko se bo pritožba znašla na njem, da ne bo zopet iskalo, kako ne reševati problema. Zelo zaskrbljujoče je, da Ustavno sodišče v Republiki Sloveniji, če le more, zavrže vloge, poišče vse možne načine, da bi se ne priznalo pravnega interesa, namesto da bi pomagalo reševati probleme. In ugotavljamo, da vse bolj pogosto postaja Ustavno sodišče pravzaprav neke vrste podaljšana roka politike in je začelo nadomeščati v določenih primerih kar državni zbor. To pomeni alarm in treba bo najti način, kako tudi uvesti nadzor nad delom Ustavnega sodišča, ki ga ta trenutek ni. Ustavno sodišče si ne more privoščiti, da zaradi sprožitve problema v času mandata tistih, ki imajo pravni interes, zavrže neko pobudo zato, ker je ni pravočasno uspelo reševati, zato, ker se je preprosto mandat iztekel. To Ustavno sodišče ni naredilo ta teden prvič, oziroma prejšnji teden prvič, to je Ustavno sodišče že storilo večkrat. In zelo čudno sovpadajo nekatere odločitve Ustavnega sodišča, povezane s trenutnim dogajanjem, družbenim dogajanjem v Sloveniji. Tu bi izpostavil samo problematiko istospolnih partnerskih skupnosti, kjer je zanimivo Ustavno sodišče ravno v trenutku, ko je bila ta tema umetno lansirana na višku svoje debate, Ustavno sodišče odločilo in sedaj zavrglo pritožbo v zvezi z zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja, ravno ko poteka razprava v državnem zboru. Ne moremo se seveda na podlagi teh dejstev znebiti občutka, da tu gre za zelo, zelo zaskrbljujoče stanje dela Ustavnega sodišča, ki očitno postaja vse manj strokovno. Še enkrat bi izpostavili, da pričakujemo od državnega sveta, da bo to novelo resno obravnavalo in dalo nam veto. Sicer pa seveda Nova Slovenija bo poskušala na vse načine to diskriminatorno situacijo, ki je ena izjemnih v okviru celotne Evrope, zelo težko najdemo primerljivo situacijo, kjer bi se tako diskriminiralo tiste starše, ki poskušajo otroke vpisati v šole po njihovem izboru, seveda z javnim programom, z vsemi certifikati, z vsemi potrdili, ki jih zahteva država. Takega primera ne srečamo ne v Evropi in tudi ne na Balkanu. Zato se bo Nova Slovenija trudila, da bi osveščala javnost in seveda sodelovala pri postopkih, kolikor je v njeni moči,
da bi se te stvari razčiščevale in po potrebi tudi internacionalizirale.